Pozdravljeni. Zopet je čas za naš običajen tedenski komentar novic in danes je na vrsti 29. del v letošnji sezoni. Tudi tokrat, kot običajno, 4 različni sklopi, ukolikor bo koga zanimalo, kaj je zares pisalo v tistih člankih, ki jih boste videli tu na ekranu. Brez skrbi, vse bližnjice so zavzete v opisu. Tokrat dodatek, katerega ne bom komentiral, vam bom samo posredoval novico. Prizivno sodišče je zavrnilo pritožbo Luke Korberja. Torej, to sramotno poglavje v celotnem svetu motošporta je zaključeno in upam, da o protagonistu ne bomo slišali nikoli nič več. Pojdimo kar k prvi novici. V našem prvem sklopu se bomo pogovarjali o možnosti popravila bolida pod režimom rdeče zastave. Izhodišče je članek, ki sem ga zasledil na spletni strani Race Fans 20.7. A marsikdo izmed vas je lahko tudi v drugih virih prebral kaj podobnega. Namreč zasledil sem, kako naj bi bil bolid Lewisa Hamiltona tako poškodovan v trku z Maxom Verstappenom, da kolikor ne bi bilo režima rdeče zastave oziroma prekinitve dirke, enostavno bi bil prisiljen odstopiti. Namerno rabim pogojnik, kajti nihče zagotovo ne ve, kaj bi se lahko zgodilo. Gre za govorice, gre za zgodbe, ki jih nekako podajajo v javnost osebki, katerim glede teh zadev ne zaupam 100%. A ni važno. Mnogi so se začeli spraševati, zakaj je sploh dovoljeno popravljati bolide med režimom rdeče zastave. A ne bi bilo bolje prepovedati vsako delo na bolide? Pod rdečo zastavo seveda marsikomu ni razumljivo, zakaj je potrebno na primer zamenjati pnevmatike. A gre za vprašanje varnosti, števila nastopajočih in seveda tudi zunanjih dejavnikov. Dirka je lahko prekinjena ne samo zaradi nesreče, temveč tudi recimo zaradi padavin, kjer je obvezno zamenjati določene nastavitve, zaradi same varnosti in tudi zamenjati tipologijo pnevmatik. Kolikor pride do večjega množičnega trčenja, kjer bodo nekateri konkurenti imeli poškodovane bolide, ampak popravljive, ne bi bilo pametno dovoliti, da se dirka, ko se bo ponovno začela, imela, 10-12 nastopajočih namesto 4 ali 5. Dajem teoretične primere, ki bi lahko pokazali, kako tako enostranska odločitev konec koncev se pokaže za napačno. Razumem mnoge navdušence in navijače. Mnogim se ne zdi pravično, da je imel Lewis Hamilton možnost popraviti svoj bolid. A življenje še zdaleč ni pošteno in potrebno je imeti določeno mejo sreče. Takrat je sreča bila na strani Lewisa Hamiltona, ampak zaradi takega dogodka zamenjati princip delovanja Formule 1 na škodo varnosti, števila nastopajočih in potencialnih nevarnosti, naprimer ob vremenskih spremembah, se mi zdi vse prej kot modra odločitev, kot običajno moje osebno mnenje. V našem drugem sklopu se bomo zopet ukvarjali s tematiko, ki je vezana na veliko nagrado Velike Britanije. Skušal bom dati neko razlago, zakaj je bil bolid Scuderie Ferrari tako presenetljivo hiter, in za osnovo bomo vzeli tisti članek, ki smo ga lahko zasledili na Scuderie Fans
21.7. Prva točka. Hiter je bil Ferrari s Charlesom Leclercem za volanom in mislim, da tu ni dvoma. Carlos Sainz mlajši v tej dirki ni bil tako blesteč kot običajno. Bistvo je nekje drugje. Ferrari s tisto srednjo trdoto pneumatik je bil bistveno bolj konkurenčen kot s tršo mešanico pneumatik. Kolikor pogledamo same karakteristike proge, bomo videli, da proga v Silverstonu je podobna tisti, ki smo jo videli v Paul Ricardu. In v Paul Ricardu je imel Ferrari težave z degradacijo. Tu v Silverstonu se je zgodilo nekaj, kar je bilo malce nepričakovano visoka temperatura asfalta. Degradacija je pojav, ko pneumatika gre skozi razne temperaturne cikle. Poenostavljeno povedano, segreje se in ohladi, segreje se in ohladi. In to tolikokrat, dokler se ne snovi, ki sestavljajo gumo, spremenijo. Pneumatika na zunaj izgleda perfektno, a podobno kot tista pneumatika na osebnem avtomobilu, ki je na primer stara 7, 8, 9 let, nima več oprijema. To se je zgodilo na Ferrariju v Franciji, a tu smo videli nekaj drugačnega. Namreč tako pri Mercedesu kot pri Red Bullu so imeli težave s pregrevanjem. Torej, pneumatika je šla čez tisto, recimo temu, idealno temperaturo. Medtem ko pri Ferrariju, kjer je bila količina energije vložena v pneumatike manjša, se zaradi toplega asfalta pneumatika, vsaj tista srednja mešanica, ni ohlajala oziroma ni ohladila toliko, da bi povzročila tisti temperaturni cikel. Napaka na sami šasiji SF21 se je ob določenih pogojih izkazala kot prednost. In to samo na tisti srednji pneumatiki, ki deluje na nižjem temperaturnem območju kot ona trša. Ko je bilo potrebno dvigniti temperaturo, približno za 15 stopinj, smo videli, da ni šlo vse tako, kot bi si želeli in da je hitrost Charlesa Leclerca upadla. In to je ena izmed možnih razlag, zakaj smo videli prvič tako hiter Ferrari s tisto srednjo pneumatiko in drugič malce počasnejši Ferrari s tisto trdo pneumatiko. Pojdimo naprej. V našem tretjem sklopu se bomo zopet vrnili na tematiko, ki nam je tu na kanalu znana. Omejitvi proračuna in raznimi, recimo temu, nepredvidenimi stroški. Zanimivo je, kako bogate ekipe imajo težave s prilagajanjem. In ukolikor pogledamo motorsport.com v članku iz 20.7., bomo zopet videli ponovitev tistega, o čemer smo že govorili. Namreč pri Red Bullu smo videli trk Maxa Verstappena in kolikšni so približno stroški, ki so nastali. Zopet imamo tisto jamranje okrog 145 milijonskega proračuna, ki je omejen navzgor. In mnogi se pritožujejo, da teh 145 milijonov morajo razdeliti na 23 dirk. Še najmanj je res. 145 milijonov je indeks za sezono dolgo 21 dirk. Torej pri 23 dirkah se meja dvigne. Ni še dovolj. Na veliki nagradi Velike Britanije smo videli sprint dirko. In prav pri Red Bullu so dobili odpustek 100.000 ameriških dolarjev, kar je lahko mnogo ali tudi ne. Nekatere ekipe, kot na primer Mercedes, so začele obese delati iz več jekla in manj ogljikovih vlaken, tako da bodo vzdržala več velikih nagrad. So
zopet le govorice. Ampak, kolikor pogledamo italijansko spletno stran revije Autosprint, bomo prebrali, da je Helmut Marko izjavil, da so stroški, ki so nastali s trkom Maxa Verstappena v ovinku Copse, nekje ocenjeni na 750.000 ameriških dolarjev. Seveda, tu ni vštet pogonski sklop. Ne ve se, kaj bo še rešljivega iz tiste situacije. Hočeš nočeš, pogonski sklop je na leasing. Ekipe plačujejo določena sredstva, da dobijo material od dobavitelja. V primeru Red Bulla imajo pogonske sklope Honda zastonj. Vprašanje je nekje drugje. V proračunu ekipe Formule 1 je zavzeto marsikaj, a kot dobro vemo, naprimer plače samih voznikov so izvzete iz 145 milijonov. In sedaj ubogi, glavni, odgovorni ljudje, kot so naprimer Christian Horner, Toto Wolff, Mattia Binotto, 145 milijoni morajo priti skozi sezono. Videli smo, da imajo na razpolago malce več denarja, a uporabljamo raje te številke, ki so nam malce bolj domače. Namreč 145 milijoni ne gre, a če vzamemo sezono 2019, isto sezono pred COVID-19, smo imeli ekipo Williams s proračunom 132 milijonov, Toro Rosso s proračunom 138 milijonov, in Alfa Romeo Racing s proračunom 141 milijonov dolarjev. In to so kompletni proračuni. S plačami voznikov, s propagandnim materialom, z vsem, kar so uporabili brez izjem. Ko je njim uspelo speljati sezono, zgleda, da meji že malce na čudež. A mislim, da se marsikdo malce preveč pritožuje in hoče izsiliti določene odpustke. V našem zadnjem sklopu bomo pa malce pozornosti namenili Leu Turiniju, kot se mnogokrat zgodi na tem našem tedenskem komentarju. Tudi mene osebno ta novi format ni prepričal, je bilo seveda povedano že v preteklosti. Sedaj si bomo pogledali, kaj si o tem misli Leo. Navajam njegov zapis iz osebnega bloga z datumom 17.7. Nekako nevtralen okus mu je pustila ta sprint dirka v ustih. Povedal je, da po eni strani je lepo, da smo spet v petek dobili nekaj vrednega ogleda in govori o klasičnih kvalifikacijah. Po drugi strani sprint dirka, ki nekako določa startni razpored delske dirke, ga pa ni prepričala. Borba za pole position mora biti po njegovem mnenju tista borba za najhitrejši krog. In zopet navajam Lea Turinija. Pravi, da ukolikor bi imeli sprint dirke v preteklosti, nikoli ne bi spoznali mojstrstva Nigela Mansella na tisti edini hiter krog, kot ga vidimo na kvalifikacijah. Seveda, format, kateri je zanimiv, potrebuje še kar nekaj izboljšav. Tudi poimensko namreč videli smo kar nekaj zmede. Namreč pole position določajo kvalifikacije in ne sprint dirka. Naj jo imenujejo nekako drugače, saj ni težko. Mislim, da imajo dovolj ljudi z bujno fantazijo, ki si bodo izmislili nekaj primernega. Seveda, mnogo je predlogov, mnogo je idej, od tega, da na sprint dirki bi lahko videli obratne vrstne rede, več točk na razpolago in v nedeljo štartni razpored, kot ga določajo kvalifikacije, ter še bi lahko našteval. Formula 3 in Formula 2 nas učita, da nekaj takega bi bilo možno, a sedaj je na nas vseh to, da razmislimo, ali bi bilo tudi potrebno.
nekdo, ki je desetletja vpleten v Formulo 1 kot Leo Turini, je ostal malce skeptičen. In tudi mi, navdušenci, ne bi smeli biti preveč entuziastični. Seveda, zaenkrat je poizkus uspel, a gre samo poizkus. Tiste končne oblike mislim, da je še kar dolga pot pred nami. Kar se tiče tega kratkega tedenskega komentarja novic, je kot ponavadi to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.